Gospod je vstal, kakor je rekel, zaveselimo in radujmo se. Njegovo kraljestvo bo trajalo vekomaj. Aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod bude vedno z vami. In s tvojim duhom. Dragi brate in sestre, izkušnje imajo tisti, ki se podajo na pot iskanja. Potovanje lahko pripravi človeku neslutene presenečenja. Po dveh učencih v Emaus je peljala pot, dveh učencev v Emaus je peljala čez katastrofo, čez šrepinje upanja, k žalostnemu begu iz Jeruzalema, iz kraja velikih in vendar neizpolnjenih pričakovanj, pa tudi k novemu začetku. Med potjo pripovedujeta o svojih doživetjih in izkušnjah. Iz pripovedovanja je nastala skupnost živih, ki živi. Tudi mi smo na poti in si pripovedujemo o tem, kar smo med potjo doživeli in kako smo Jezusa prepoznali. Ali ga sploh smo prepoznali. Zdaj smo v karanteni in smo vedno skupaj. Ali si pripovedujemo o svojih doživetjih, o srečanjih z neznancem Jezusom, s partnerjem in otroci. Je v nas upanje. Položimo na oltar vso svojo našo bolečino in upanje v boljše. Večkrat smo slepi, da te ne prepoznamo na naši poti. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Večkrat se žalostni ustavimo in ne vemo nekod nekam. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Zelo pogosto vidimo le razočaranja in črpinje naših upov, ne pa zarje velikonočnega jutra. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Zares se nas usmili dobri Bog, odpusti nam naš greh, našo krivdo in nas vse pripelji večno in srečno življenje. Amen. Bogu čast in slavo zapojmo pesem, vsi skupaj. Zapoj veselo, Kristjan. Zapoj veselo, Kristjan, veselja tvojega je dan. Veličar naš je vstal od smrti in raj odprt nam je zaprti. Aleluja, aleluja, aleluja. Molimo. Dobri Oče, s krstom poklanjaj svoje cerkvi nove otroke. Pomagaj svojim vernikom, da bodo življenju zvesti zakramentu, ki so ga v veri sprejeli. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki ste v občestvu Svetega Duha živi in v nas deluje in nas ljubi vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Jezusa je Bog obudil in mi smo priče. Na binkovšnji praznik je vstal Peter z 11, pozdignil svoj glas in jim govoril: Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi znano in poslušajte moje besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vsemi spričal z močmi in čudeži in znameni in jih je po njem storil med vami, kako sami veste, njega izdanega po določenem sklepu in božji previdnosti, ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je oprostil bolečine smrti in ga obudil. Zakaj mogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. David namreč pravi o njem: vedno vidim pred seboj Gospoda, ker je ob moji desnici,
da ne omagam. Zato se veseli moje srce in raduje moj jezik in v upanju bo počivalo moje telo. Moje duše ne boš pustil v zemljo in svojemu svetemu ne boš dal trohneti. Dal si mi spoznati pot življenja. Napolnil me boš z veseljem nad svojim obličjem. Bratje, naj vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je in bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da posadi potomca njegovega rodu na njegov prestol, se je ozrl v prihodnost in povedal o Kristusovem stajenju, da ne bo puščen v podzemlju in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. Tega Jezusa je Bog obudil, čemu smo mi priče. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, varuj me, vate zaupam. Gospod, varuj me, vate zaupam. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu, ti si moj Gospod, delež mojega dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo. Bog, varuj me, vate zaupam. Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo po noči me spominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker na moj desni ne omahnem. Gospod, varuj me, vate zaupam. Veseli se moje srce in raduje moja duša, tudi moje telo se bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Gospod, varuj me, vate zaupam. Pokazal mi boš pot življenja, polno z veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Gospod, varuj me, vate zaupam. Aleluja, aleluja, aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Glej, dva izmed njegovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem ko sta se pogovarjala in se spraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima, njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je, kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti. Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi izvedel, kaj se je ondaj zgodilo te dni? Rekel jima je, kaj? Ta dva sta rekla, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi, pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji v smrtno obsodbo in ga vkrižali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega tega je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ustrašile. Šle so name za rano v grobu in ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših v grobu in so našli tako, kakor so bile rekle žene. Njega samega pa niso videli. On pa jim je rekel,
onespametna in po srcu počasna za verovanje vsega tega, kar so povedali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v slavo in začel je z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima je razlagal, kar je bilo v njem v vseh pismih. Približali pa so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga, govoreč, ostani z nama, proti večeru gre, in dan se je že nagnil. Stopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga razlomil, blagoslovil in razlomil, ter jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga prepoznala. On pa je z njima izginil izpred oči. In rekla sta drug drugemu, ali ni bilo najno srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane Estere in tiste, ki so bili z njimi. In ti so pripovedovali, Gospod je res stal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa prepoznala po lomenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi brate in sestre, liturgija velikonočnega ponedeljka nas popelje na dva kraja velikonočne vere in želi naše veselje povečati, da je Kristus resnično vstal. Prvi takšen kraj je pot v Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Na tej poti sta dva žalostna in razočarana učenca, ki sta srečala vstalega, a ga nista takoj prepoznala. Bolečina in žalost lahko zadržita jasni pogled. Prepoznala sta ga po dolgem pogovoru in to šele zvečer, ko so sedli za mizo v gostilni in je razlomil kruh. Prepoznala sta ga, kakor ga tudi mi smemo gledati v razlomljenem kruhu na oltarju, v njegovem egoističnem telesu in krvi. Zelo pomembno je, če je nekdo žalosten in razočaran, da v svoji težki žalosti ni sam. Učenca na poti v Emaus sta se pogovarjala, za svojo žalost in razočaranje izgovorila in drugemu prisluhnila. In Jezus kot neznanec se jima je približal, se je zanimal z vso pozornostjo za njuno bolečino in jo spraševal o vzroku njune žalosti. To je bilo drugačno zanimanje za bolečino drugega, kot ga navadno doživljajo starši ob tragični izgubi otroka ali svojci dragega človeka. Ko jih ljudje sprašujejo, kako jim gre, dejansko pa sploh niso pripravljeni poslušati ali jim dajo nepotrebne nasvete. Jezus vstali pa je bil tisti, ki je bil nenadoma navzoč pri žalostnih učencih in jih spraševal, ali ko je srečal Marijo Magdaleno na vrtu ob grobu in je z občutkom vprašal, zakaj joče. Žalostni imamo dve možnosti, da gremo proč in ostanemo sami s svojo žalostjo in jo skrbno negujemo, pestvamo, ali pa se pogovorimo in prav vse, kar nas žalosti, izpovemo. Sveda ne bomo čutili vedno Jezusove bližine, kot jo je čutila Marija Magdalena ali žalostna učenca na poti v Emaus.
da se je njuna žalost spremenila v radost. Poslušalec je nujno potreben, da mi svoje reči boljše vidimo in celo prepoznamo Božji prst. V največjih primerih naše stajenje ni kakšen velik podvig, ampak tihi del novega življenja. Nekdo me je začutil, mi je prisluhnil, me je vzel resno. Me v moji žalosti ni zavrnil, marveč mi dovoli žalovati. Kdo tako s srcem prisluhne žalostnemu človeku, tistega je Bog poslal kot angela. To sem jasno povedal pri skupini staršev Krog upanja. To je žalujočih staršev, ki sicer še vedno žalujejo za svojimi otroci, vendar v njih raste upanje, imajo sedaj bolj čuteče srce in so bolj odprti za Božji nagovor. Drugo takšno mesto, kamor nas popelje današnja liturgija, je srce dveh učencev, ki jima je gorelo ob Jezusovi razlagi. V Jezusovi razlagi Svetega pisma in tudi Pavlovo srce, ki je srečalo ostalega na poti v Damask. Pavel je tudi doživel pričevanje o Jezusovem stajenju od drugih učencev in dobil tudi potrditev na mnogih mestih Svetega pisma Stare zaveze, ki govorijo o vstajenju mrtvih, da bo tudi Mesija trpel in bo tretji dan vstal. Velikonočna vera se ne omejuje le na preteklost in nas usmerja na prihajajoče, na to, da vero, ki smo jo prejeli, posedujemo tudi naprej. Vsi moramo biti kot Pavel in kot učenca v Emaus žive priče Jezusovega vstajenja in znanilci veselega oznanila o večnem življenju, ki ga je Kristus po svoji smrti in vstajenju dosegel in nam ga je po krstu tudi podaril. S čim ali kako naj postanemo pričevalci vstajenja? Osnova za velikonočno pričevanje je življenje s Kristusom v Evharistiji. Vedno, ko poslušam njegove besede in ko sem deležen pri njegovi daritvi na križu v Evharistiji, oznanjam s cerkvijo Jezusovo smrt in vstajenje. Vse to me je spominja na velikonočnega človeka in me usposobi in me krepi, da vidim nove perspektive življenja in ga oblikujem v stanovitni molitvi in z Božjo ljubeznijo ter z dobrohotnim pogledom na ljudi. Z drugimi besedami, pričevalec stajenja je človek ljubezni, ki je zlo in smrt premagal. Vsak dan mojega življenja je lahko dan tega vstajenja. Amen. Bratje in sestre, moč vstalega Kristusa premaguje temo greha in smrti, zato se z zaupanjem obrnimo k njemu in ga prosimo.
Stali zveličar, naj tvoja cerkev učinkovito sodeluje pri reševanju perečih mednarodnih vprašanj v blago vsega človeštva. Prosimo, da usliši nas. Naj nam bo tvoja beseda luč, Evharistija pa moč na poti življenja. Prosimo, da usliši nas. Naj bolni in trpeči bratje in sestre v tebi najdejo pomoč, tolažbo in rešitev. Prosimo, da usliši nas. Naj tvoja velikonočno zmagoslavijo pogumi našo mladino za delo odrešenja. Prosimo, da usliši nas. Naj tvoje vstajenje njim prinese polnost nebeškega veselja, nas pa utrdi v upanju na prihodno slavo. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus, veselimo se tvojega vstajenja in te prosimo, ostani z nami zdaj in vekomaj. Amen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti sem peli ta kruh, ki je sad zemlje, napornega dela ljudi, naj ne postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Kakor to vino sprejema kapljico vode, tako Bog sprejme našo skromno ljubezen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti sem peli to vino, ki je sad trte dela človeških rok, da ne postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas, Gospod, ponižne in skesane takšne, kot smo in kar imamo, in naj ti ugajata naša daritev. Izmij, Gospod, mojo krivdo in operi me vseh mojih pregreh. Molite, sestre in brati, da Bog naš Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, dobrohotno sprejmi na darove svojega ljudstva, prenovi v veri in krstu, naj po tej daritvi dosežemo srečo, in ki nikoli ne mine. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa hvalimo vsem ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. S svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, 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 zdi Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti življenja. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin in naš brat zbere okrog iste mize, kako svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato prosimo, vsemogočni Bog, pošlji svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vere. Smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in stal poveličan Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in na zdorovanjem samega sebe odpira pot Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okreče nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. Vedi nas z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki in diakoni in vsem Tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli zvestobi Tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru šli večnost, in vseh ranjenih, katerih vero in Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala naša pot iskanja in popotovanja, spremni do nas svoje kraljestvo, ki nas čaka da polno življenje in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in močenci, vsemi svetniki in dobrimi ljudmi, ne Te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v času Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Pa molimo Gospodovo molitev za močno vero, da gre Gospod z nami, še zlasti takrat, ko nam je težko in smo v težavah. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobro Oče, vsega hudega. Usmerno pomagaj, da bi živeli po Tvojem evangeliju kot velikonočni kristjani, brez vsakega strahu in nemira, vse do dneva, ko vsi polni upanja pričakujemo slavni prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan stajenja si svoje učence pozdravil, ki so bili za zaprtimi vrati polni strahu in jim zaželel svoj mir. Tudi nam daj Tvojega velikonočnega miru, da bomo živeli miru s Teboj in med seboj, saj Ti nas živiš in ljubiš vekomaj. Amen. Gospodu, mir bodi z vami vsemi. In s Tvojim duhom. Amen.
Lete do jagnje Božje, razlomljen kruh za življenje človeštva. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor veruje in uživa ta kruh, bo običevalec Kristusovega vstajenja. Stali Kristus več ne umrje, smrtna ni več ne gospoduje, aleluja. Molimo. Nebeški Oče, navzemi naša srca z milostjo, raznemi naša srca z milostjo velikonočnih skrivnosti, tako bomo lahko sodelovali s tvojimi darovi in hodili po poti, ki vodi v odrešenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Pa molimo še za molitev za zdravje v času epidemije. Oče, usmiljena in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem v poguma in zaupanja, vsem zdravstvenim delavcem naklonjeno moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo, nam in vsem svetu pa daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli v tvoji cerkvi zahvaljevati. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. Gospod bude vedno z vami. In s tvojim duhom. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju tvojega edinega sina podelil odrešenje in božje otroštvo, naj vas razsvetli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prijeli dar trajne to svobode, naj nam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kakor kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški slavi. Amen. To naj vam podeli vsemogočni dobri Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda in živimo v miru. Bogu hvala. Amen.